Javljamo se iz področja občine Izole, natančneje z področja dela imenovanega Livade. In tukaj pred vami je ta zanimiv objekt, ki se imenuje, ne boste verjeli, Univerzitetni kampus Univerze Primorske. Gradbeno dovoljenje zanj so izdali v občini, ali pa natančneje v upravni enoti, davnega leta 2008. Torej, pred dobrimi 13 leti. In na to je prišlo do poplave in ta objekt je začel samevati tukaj. In zanimivo je, da smo v ta objekt vložili tako denar davkoplačevalcev države Slovenije, kot denar Evropske skupnosti. A kot kaže, to ne moti ne lokalno skupnost, ne Univerzo Primorske, kaj šele pristojno ministrstvo in pristojne ostale organe. Zanimivo, tukaj KPK ne išče neodgovorne in nepristojne, ki so zakrivili to neprav poslovno dejanje. Tako pač v Sloveniji. In vidite, da vam pokažemo, kaj se dogaja po dobrih 13 letih. Nedavno, bolje rečeno, v začetku letošnjega leta, so se tukaj pojavili gradbeniki in začeli čistiti razpadajoče stvari iz objekta, čeprav objekt zunaj izgleda sorazmerno lepo. No in na to so tukaj, kot vidite, postavili ograjo in tam ne vidite v črnih vrečah razpadajoče stvari, ki so jih našli po povodnji po dobrih, ne boste verjeli, 12 letih. Res, mi smo zanimiva država, neresna, neorganizirana in imamo inštitucije, ki preganjajo ljudi za nekaj 100 evrov ali pa nekaj 10 evrov. Tukaj pa ležijo milijoni in nikomur se ne zgodi nič. Ne Univerzi Primorske, ne tistim, ki so dovolili, da se to zgodi. In zanimivo je še to, da v bistvu Univerzi Primorske občina Izola namenila to zemljišče in to zastonj, misleč, da bodo tukaj razvili nekaj za potrebe nove generacije. Žal, te črne vreče so dokaz, da tega ni bilo in nihče ni storil to, kar bi moral. Tako je pač v državi Sloveniji, ki je bil rečeno neurejena in neorganizirana združba različnih inštitucij. No, mogoče se premakne kaj, ko to objavimo. Dvomimo.